Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. O modni muhi. Nekoč je živela muha, ki je zavzeto sledila modi. Vedno je nosila najmodernejše kroje najbolj priljubljenih barv modne sezone. Čevljev je imela toliko, da bi jih lahko posojala vsemu ženskemu muhovitemu sorodstvu, vendar mnogoštevilnih bližnjih in daljnih sestričen njena obutev ni zanimala, saj se v rdečih salonarjih s koničasto peto bolj težko pleza po zidovih. Če pristaneš na koščku kruha ali salame, pa se peta ob pristanku neprijetno pogrezne. Večje povpraševanje je bilo po mičnih bluzicah, korzetkih, klobučkih, hlačicah, krilcih, nogavičkah in uhančkih. Muha je vse rada posojala ali celo podarila, saj z oblačili in dodatki, ki niso bili več v modi, ni imela kaj početi. Sorodnice so jo imele rade, vendar so včasih ob njeni zapravljivosti zavijale z očmi. "Poglej, kaj sem kupila," je pribrenčala iz trgovine, otovorjena z neštetimi vrečami in vrečicami. "Poglej, to svetlo modro krilce, kako se ujema z lakom na nohtih." "Pa saj nimaš namazanih nohtov," se ji je sestra zagledala v roke. "Na nogah, trapica na nogah," je odvrnila prizadevna nakupovalka. "Letos so nalakirani nohti na nogah modna zapoved. Ne vem, kako se prenašaš s temi brezbarvnimi kremplji." "Pa saj se nohtov na nogi ne vidi iz čevljev," je bila osupla mušja sestra. "Iz tistih starih ne, ampak kupila sem si nove sandalčke. Poglej, kako mično nožico mi naredijo. Nohte sem si namazala še preden sem šla po nakupih. Kako bi bilo pa videti, če bi pomerjala sandale z brezbarvnimi nohti," je bil odgovor. Je razmišljala sestra. "Kako boš pa hodila v teh petah?" "Ne znaš, če ne poskusiš, draga moja," je zabrenčalo nazaj. "Jaz sem visokih pet že tako vajena, da brez njih sploh ne znam hoditi. No, mudi se mi že, zvečer grem na zmenek in preizkusiti moram nov puder. Malo imam podočnjakov, pa ne zaradi starosti, saj sem še mlada, ampak od slabega zraka na tem podstrešju. In še nekaj sem kupila, strašno moderna stvarčica, vendar ti ne morem izdati kaj, ker želim spremljevalca presenetiti. Boš videla, kakšen vtis bom naredila nanj." Lepotica si je pomela prednji dve roki in odbrenčala, da se uredi. Ko se je vsa bleščeča in dišeča prikazala iz svoje kamrice, jo je njen spremljevalec že čakal. Vsi mušjaki so dobro vedeli, da na zmenek z lepotico ne smeš zamuditi, saj je bila precej vročekrvna. Če jo je kaj razjezilo, je brenčala, se vrtinčila in besnela, dokler ni bila popolnoma razkuštrana in izčrpana. Potem se je morala znova počesati in naličiti, kar je bil dolgotrajen postopek. Za nameček je bila dama potem zelo lačna, ker pa si zaradi vitke postave v poznih večernih urah ni smela privoščiti drugega kot suho krušno drobtino, ni bila nič kaj prijazne volje. Mušjaki si niso upali tvegati. Spremljevalec je bil ves iz sebe od ponosa, da bo pod roko lahko vodil tako prefinjeno damo. Njene trepalnice so bile očarljivo dolge in goste, pričeska popolna, oblačila so ji stala kot ulita, na nogah pa so se ji bleščali novi sandali, iz katerih so spogledljivo kukali nalakirani nohtki. Mušjak se je priklonil, ji poljubil roko in zamrmral, da je čudovita. Muha pa je odprla torbico in iz nje vzela ljubko črno škatlico. "Nisem še popolna, dragi," je sladko zabrenčala. Mušjak je odvrnil, da to ni mogoče.
Muha se je skrivnostno nasmehnila, odprla škatlo, vzela iz nje velika sončna očala, jih nataknila na nos in koketno nagnila glavo. Kaj praviš? Mušjak je bil brez besed. Pojdiva torej, je pobrenčala dama, se spogledljivo zasukala, pomigala z nožicami, zletela v zrak in se, bum, zaletela v steno ob oknu. Mušjak je nekaj trenutkov samo debelo gledal, potem pa hitro poletel in pristal ob ponesrečenki, ki je stokajoč sedla in stresala z omotično glavico. Nesreča se je zgodila prehitro, da bi jo mogel preprečiti. Čez čas, ko je kazalo, da lepotica nima nobene vidne rane, je zbral pogum in se pozanimal, ali se dobro počuti. Muha je še enkrat stresla z glavo in ga mrko pogledala. Kdo pa si ti? Zakaj sprašuješ neumnosti? Kako sem prišla sem? Mušjak in mušja sestra sta se spogledala. Zaletela si se v steno, je pojasnila sestra. Kakšno steno? Je znova stresla z glavo lepotica. Nič ne vidim. Steno, tam pred tabo, z glavo si priletela vanjo, je razlagala mušja sestra. Muha je nekaj časa molčala. Ker je še vedno imela na glavi sončna očala, njen spremljevalec in sestra nista mogla vedeti, kam gleda. Nenadoma je lepotica zahlipala. Umiram, je rekla s tresočim glasom in si otrla solzo, ki ji je pripolzela izpod očal. Kaj? Je osupnil mušjak, sedel tesno k njej in jo sočutno objel. Muha si je z nalepotičeno ročico otrla čelo in se napol zleknila v spremljevalčev objem. Vse je tako temno, je mrmrala, svetlobe ni več. Dan je ugasnil. Z Bogom, vsi moji dragi. Nato se je obrnila k mušjaku in s turobnim glasom dejala. Vedno pomni, da sem ti bila dobra žena in požrtvovalna mati najinim mušicam. Mušjak je bil od začudenja popolnoma nem. Je nadaljevala muha, nič več piškotnih drobtin, ostankov iz mesnice, nič več gnilih hrušk in pasjih kakcev. Konec je. Kogar bogovi ljubijo, umre mlad. Mušjaku se je povrnil dar govora. Pa kaj ti je vendar, o čem govoriš? Umiram, je vzdihnila lepotica s šibkim glasom. Kako pa veš, da umiraš? Je zanimalo sestro. Vse je tako temno, je zašepetala muha. Daj že vendar dol ta trapasta sončna očala, je rekla sestra, se sklonila k muhi in ji potegnila očala z nosu. Zaradi njih si se sploh zaletela v steno. Muha je osuplo mežikala v svetlobo in se ozirala okoli sebe. Nato je pogledala mušjaka, ki jo je še vedno objemal, in nejevoljno priprla oči. Od kdaj sva si pa midva tako blizu? Mušjak je odskočil in se opravičil. Muha se je postavila pokonci in si otepla prah s krila in s kril. Pobrala je torbico in si poravnala pričesko. Potem je znova nejevoljno pogledala mušjaka. Lačna sem. Mušjak je strmel in se trudil biti kos položaju. Namenjena sva bila v restavracijo? Kaj pa potem čakava? Je sitno rekla lepotica in si ogledovala sandale na nogah. Se že greva, je hitro rekel njen spremljevalec in ji ponudil roko. Lepotica se ga je oklenila in odletela sta na večerjo. Mušja sestra je gledala za njima in zmajala z glavo. Pobrala je sončna očala, ki so ležala na tleh, si jih za hip nataknila na nos, potem pa jih snela in zagnala v koš za smeti in odletela domov.